Stavka je zelo lepa, hvala. Trumpov sporazum z Iranom opisujejo kot 14-točkovni okvir za končanje vojne. Toda v zgodovini vojne in miru so 14-točkovni načrti že prej prinašali velika objube. Pred več kot stoletjem je ameriški predsednik Woodrow Wilson predstavil svojih 14 točk po prvi svetovni vojni, načrt, ki naj bi oblikoval mir po tako imenovani vojni, ki naj bi končala vse vojne. Toda ta mir ni trajal večno. In le 2 desetletji kasneje je bil svet spet v vojni. Zdaj je pod drobnogledom še en 14-točkovni dokument. Tokrat gre za razkrit memorandum o soglasju med ZDA in Iranom, ki ga ameriški uradniki zmanjšujejo, saj pravijo, da besedilo ne odraža v celoti dogovorov, ki se sklepajo v ozadju prek neuradnih kanalov. In kar je ključno, to ni končni dogovor. To je okvir za to, kar bi lahko sledilo, pri čemer je še vedno treba rešiti številna najtežja vprašanja. Kljub temu, podrobnosti, ki so prišle na dan, sprožajo pomembna vprašanja v Washingtonu, po celotnem zalivu in v Izraelu. Prav tako razkrivajo razhajanja znotraj Trumpove lastne ekipe. Po poročilih sta ameriški državni sekretar Marco Rubio in obrambni minister Pete Hegseth oba izrazila pomisleke glede memoranduma, medtem ko je direktor CIA John Ratcliffe prav tako predstavil obveščevalne podatke, ki naj bi vzbujali dvom o namenih Irana. Hkrati naj bi podpredsednik J.D. Vance in ameriški odposlanec Steve Witkoff spadala med tiste, ki podpirajo diplomatska prizadevanja. Prva glavna točka je točka 1. Po razkritem besedilu bi ZDA in Iran ter njuni zavezniki v trenutni vojni razglasili takojšnjo in trajno prekinitev spopadov na vseh frontah, vključno z Libanonom. Ta formulacija je pomembna, ker Izrael v osnutku ni izrecno omenjen, Libanon pa je, kar pomeni, da bi dogovor lahko neposredno vplival na fronto med Izraelom in Hezbolahom, ne da bi Izrael izrecno navedli kot stranko dogovora. Naslednje pomembno poglavje govori o Hormuški ožini. Po 4. točki bi ZDA odpravile svojo pomorsko blokado iranskih pristanišč in se zavezale, da bodo v 30 dneh po končnem dogovoru umaknile sile iz okoliških območij. 5. točka pravi, da bi Iran odgovoren za odstranjevanje min in odpravljanje tehničnih ovir za ladijski promet. To bi ponovno odprlo ožino, vendar pa to tudi vzbuja veliko zaskrbljenost. Če bi bil Iran zadolžen za razminiranje, bi imel Teheran velik vpliv na to, kdaj, kako in po katerih poteh bi se lahko trgovski promet v celoti ponovno vzpostavil. Kot je bilo poročano, bo memorandum o soglasju ponovno odprl plovbo skozi Hormuško ožino. In to bi državam, kot je Katar, ponovno omogočilo oskrbo sveta z energijo. In da bi zmanjšali breme zaprtja Hormuške ožine na mednarodnih energetskih trgih. Potem pride denar. 6. točka pravi, da bi ZDA skupaj z regionalnimi partnerji ustvarile načrt za rehabilitacijo in gospodarski razvoj Irana s financiranjem v višini najmanj $300 milijard. 7. točka pravi, da bi bile vse sankcije proti Iranu odpravljene po dogovorjenem časovnem načrtu. 10. točka gre še dlje in pravi, da bi ameriško finančno ministrstvo izdalo oprostitve za iransko surovo nafto, petrokemikalije, bančništvo, zavarovalništvo in transport, še preden bi bil popoln umik sankcij zaključen. 11. točka pravi, da bi bila zamrznjena ali omejena iranska sredstva sproščena in v celoti na voljo, pri čemer bi bil Washington odgovoren za izdajo dovoljenj in licenc potrebnih za to. Donald Trump je več let napadal jedrski sporazum z Iranom iz leta 2015, pri čemer je trdil, da je Teheranu omogočil omilitev sankcij, hkrati pa ni trajno ustavil njegovih jedrskih ambicij. Toda ta razkriti okvir očitno ponuja Iranu omilitev sankcij, dostop do zamrznjenih sredstev in celo predlaganih $300 milijard dodatnih sredstev. To nasprotje zdaj spodbuja kritike strani demokratov, republikancev in po poročilih celo znotraj same administracije. Mislim, da bi ta mirovni sporazum dejansko lahko pomenil kapitulacijo in predsednik zelo nerad bi to razkril v javnosti. Želi ga ohraniti v tajnosti čim dlje. Jedrski del prav tako vzbuja pozornost. Točka 8 pravi, da Iran ponovno poudarja, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja, kar je bilo stališče Teherana že pred vojno. Točka 9 pravi, da bosta obe strani ohranili jedrski status quo do končnega dogovora. Iran ohranja svoj trenutni jedrski program, medtem ko ZDA soglašajo, da ne bodo uvedle novih sankcij ali okrepile svojih regionalnih sil. Podporniki pravijo, da to ustvarja prostor za diplomacijo. Kritiki pravijo, da to pušča obstoječe zmogljivosti Irana večinoma nedotaknjene. Prepričan sem, da predsednik Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Memorandum o soglasju, kot sta ga opisala podpredsednik in administracija, se zdi zelo obetaven. Predsednik Trump je medtem namignil, da je odprt za možnost, da sporazum pošlje v kongres.
Nikoli nisem razmišljal o tem, nikoli nisem niti pomislil na to, ampak bom, poslal ga bom v kongres. Všeč mi je ta ideja. Za zdaj Bela hiša poskuša ločiti pricurljalo besedilo od dejanskih zavez, o katerih se pogajajo za zaprtimi vrati. Vprašanje zdaj je, ali bo okvir 14 točk postal trajen mirovni načrt ali še en dokument, katerega obljube bodo skoraj takoj preizkušene z realnostjo na terenu. Vendar pa je Trump v zadnjih nekaj urah nekoliko spremenil svoje stališče in dejal, da dogovor kljub podpisu pravzaprav ni dokončen. Poslušajte, kaj je imel za povedati. To je odličen dogovor, iz več razlogov. A daleč najpomembneje, 99,9% je, da nikoli ne bodo imeli jedrskega orožja. In Iranu ne moreš dati jedrskega orožja. Ne, ni dokončno. To je memorandum o soglasju. In če mi ne bo všeč, bomo spet streljali nanje, metali bombe na njihove glave. Kaj pa pričakuješ? Če mi ne bo všeč? Če se ne bodo obnašali, bomo takoj spet začeli metati bombe naravnost na sredino njihovih glav.